Včeraj sem ga gledal iz Prutača, danes bi ga rad osvojil. Bobotov kuk, ki sicer ni najvišji vrh Črne gore. Par vrhov je višjih v Prokletjah na meji z Albanijo, ampak se zato ni nikoli kaj preveč govorilo o njih, niti se jih ni obiskovalo. Tole pa je bilo včeraj popoldne, ko sem se peljal mimo na izhodišču vsaj 50 avtomobilov. Je sicer res, da je veliko tujcev v Durmitorju vsako leto več. Sedlo je izhodišče tele ture, ki sicer ni tako zelo lahka, glede na množičnost obiska. Hodijo gor mladi in stari. Nekaj odsekov je tehnično zahtevnejših, kar takoj pa bo treba zagristi v klanec čez uvito gredo. Za mano je nekaj manj kot ura in pol hoje, najprej pol ure vzpona, dobrih 200 višincev na prevoj pod uvito gredo, nato pa se pot nadaljuje tako zložno po dolini pod Bandjerno ter Zubci, malo dol pa malo gor, na kar se za Zubci pokaže mogočen Bobotov kuk. No, tam sicer ugotoviš, da se moraš še spustiti semle do jezera Zeleni vir, kar pomeni, da bo zdaj le še 500, dobrih 500 višincev, zelo strmih višincev vzpona. – 2523 metrov ima Bobotov kuk, najvišji vrh Durmitorja. Uspelo mi ga je osvojiti, čeprav je nekaj tehnično zahtevnejših delov. Prva jeklenica takoj nad Zelenim virom in pa še tik pod vrhom 2 oziroma 3, kjer je treba paziti, se je izpostavljeno. Uro 20 sem potreboval od jezera, vse skupaj torej 2 uri 40, 2 uri 45 minut, skoraj 800 višinskih metrov je. Razgledi vrhunski, na eno stran do Magliča, na drugo stran do Žabljaka, najlepše pa se vidi lokacija moje prejšnje ture Prutač in pa cel ta krog, ki sem ga naredil tudi do Škrčkega jezera.
Tamle gor sem bil, Babotov kuk, tule zgleda kar strašljivo, ampak polovica poti je nezahtevne, ja, druga polovica pa je zahtevna. Mislim, da se tega marsikdo, ki gre na vrh, ne zaveda. Bral sem, da je tole zelo turistična gora, da grejo številni nepripravljeni tako na zahtevnost poti, kot nepripravljeni glede opreme, in lahko potrdim, da je res tako. Vsaj polovica ljudi je bila v čisto navadnih teniskah, tudi tevice sem videl za čelado. Ja, ni slišal nihče, sam sem jo imel, edini pa sem srečal vsaj 100 ljudi. Je pa pametno štartati tako zgodaj zjutraj. Bil sem med prvimi na vrhu, zdaj ko sem šel dol, pa se je kar vila kolona navzgor in prav zaradi tega je pametno imeti čelado. Ja, na pol poti nazaj sem še po dolinci, pod Zubci in Bandjerno, pa morda skočim še na Uvito gredo in bo zaključena še ena vrhunska tura v Durmitorju. Na Babotov kuk se da povzpeti tudi iz Žabljaka oziroma od Črnega jezera, ampak tu je pot dvakrat daljša, skoraj 6 ur. Crno jezero, čeprav je bolj zeleno kot črno, je najbolj znano jezero tu v Durmitorju. Pravzaprav sta dve jezeri, veliko in malo, morda ko je veliko vode, rata eno tako veliko dvojno jezero, pravijo mu tudi očesa Durmitorja. Vse sta lepi, ampak Škrčko jezero mi je bilo še bolj všeč. Sam sem za zaključek tega 4-dnevnega raziskovanja Durmitorja naredil krog, okrog obeh pa še del poti, slabo tretjino proti Babotovemu kuku, torej do Katuna Lokvice. To sta dve taki veliki kotanji, obkroženi s samimi 2000-aki, kjer je bila tudi planina. Zdaj je tam kamp, kjer se lahko šoturi. Nad Lokvicami se dviga še ena ikonična gora Durmitorja, Medžet, oziroma Mečka, mislim, da mu rečejo domačini. To pa je zelo zahteven vzpon, tudi grebensko prečenje med vsemi tremi vrhovi, ki se z Lokvic zelo lepo vidijo. Še nekaj koristnih informacij za obisk Durmitorja. Oddaljen je 9-10 ur vožnje čez Bosno po najkrajši poti, zato bom tudi na poti nazaj si vzel 2 dneva in skočil v Primoštenu še v morje. Tule ni posebej drago v trgovini, v restauraciji, ceneje kot pri nas, apartma pa se dobi za 4 noči za manj kot 100 evrov. Je pa vstopnina za Narodni park Durmitor 5 evrov na dan, ki jo pobirajo tako na 3-4 lokacijah, če jo pobirajo. Jaz sem plačal samo en dan, sicer ni bilo v hiškah nikogar.